od teh na podlagi pravil oziroma 3 niti niso kvalificirani predlagatelji, pravzaprav so pa vsi predlogi bili prepozni. In žal na današnjem kongresu pač ne morejo biti upoštevani kot predlogi, v katerih se bo glasovalo. Zdaj tukaj bo verjetno kdo hotel kaj povedati tudi na to temo, zakaj ne, zakaj bi se dalo. Jaz bi rekel samo to, gre za v bistvu najvišji akt Slovenske ljudske stranke, gre za našo malo ustavo in sprememba najvišjega akta mora biti izvedena po vnaprej znanih in določenih pravilih, ne glede na to, kaj bi lahko in kaj bi si kdo želel, da bi bilo drugače. Tukaj mislim, da bi se na tej točki morali s tem vsi strinjati. To pa v sami proceduri, zdaj bom pa samo na hitro, seveda sem vedno za kakršno drugo pojasnilo ali pa če bo še med potjo prišel do kakšnih drugih vprašanj ali težav. Zdaj pa samo na hitro glavne spremembe statuta, ki so že vsebovane v tem časopisu, ki ga imate v tej lično zloženi mapi. Če gremo po vrsti, bi opozoril na spremembo 7. člena, kjer se spreminja postopek vključevanja oseb v članstvo Slovenske ljudske stranke in sicer prilagaja se uvedbi oziroma ustanovitvi oziroma vpeljavi razsodišča ponovno med organe Slovenske ljudske stranke. Torej tukaj v bistvu izgublja svojo, bom rekel, nalogo statutarno pravna komisija in izvršilni odbor, ki jo je po prejšnjem statutu, ki jo je na podlagi trenutno sicer še veljavnega statuta ima, v to vlogo vstopa častno razsodišče. Ravno tako v 13. členu, kjer imamo določbe o izključitvi članov Slovenske ljudske stranke, tudi tukaj v kontekstu razsodišča pristojnosti iz statutarno-pravne komisije in izvršilnega odbora prihajajo na častno razsodišče. V nadaljevanju 19. člen, delegati kongresa. Zdaj tukaj je prišel se upravičujem do moje napake, ker sem predlog amandmaja, o katerem boste danes šele glasovali, že vključil v ta čistopis. V tem trenutku je še vedno, bi moral predlog prvega in drugega odstavka še vedno biti tako, kot je bil po starem, ampak boste o tem šele glasovali. Bistvena sprememba pa je ta, da ima vsak občinski odbor enega delegata in tudi Zveze klubi in gibanja, lahko pa ima največ 2, in sicer na podlagi posebnih kriterijev in meril, katera bo naprej sprejel izvršilni odbor. Torej, namen tukaj je, da se naredi nek mehanizem, ki bi lahko tudi na kongresu nagradil tiste občinske odbore, ki si mogoče zaslužijo majčkeno več vpliva na samo izbiro oziroma na sam rezultat kongresa, takšnega ali drugačnega, torej statutarnega, programskega ali v končni fazi volilnega. Ena določba je tudi ta, da so delegati na kongresu lahko samo delegati občinskega odbora, samo člani tistega občinskega odbora. Torej ne more več prijeti do tega, da je delegat občinskega odbora Ljubljana član iz Kopra. Pa ni zdaj to konkreten primer, da se ne bo kdo skočil v luft. Volitev, 20. člen, večja sprememba, in sicer predsednika stranke se voli skupaj s podpredsednikom. Zdaj tukaj jaz tega
ne bom razlagal, verjetno bo Primož oziroma predsednik tisti, ki bo povedal, zakaj do te rešitve prišlo, je pa to v bistvu bistveno odstopanje od dosedanjega sistema, ki smo imeli. Dodatna sprememba je tudi ta, da se podpredsedniki glavnega odbora ne volijo več na kongresu, temveč jih glavni odbor na svoji prvi seji izvoli izmed sebe. Ravno tako predsednika nadzornega odbora ne voli več kongres, ampak ga izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe. Zdaj, jaz ne predstavljam vseh sprememb, ki so vključene v ta čistopis, predstavljam tiste, ki se mi zdijo bistvene iz vsebinskega vidika. Kar se tiče izvršilnega odbora, 28. člen, 7 predstavnikov, ki jih imenuje predsednik stranke, še vedno ostaja s tem, da ti predstavniki so hkrati tudi predsedniki strokovnih odborov stranke. Uvajamo v nadaljevanju v členu 31a nov organ stranke, to so strokovni odbori, za vsebinsko pojasnilo bom tudi prosil Primoža, v čem je namen oziroma racijo te določbe, je pa drugačna od dosedanje ureditve. Te člani, ki jih bo imenoval predsednik v izvršilni odbor, bodo imeli ne samo to čast, ampak tudi določeno odgovornost na podlagi statuta, ki pa vidite v 31a členu, kaj ne bi to pravzaprav bilo. Razširja se tudi vodstvo stranke. Vodstvo stranke so zdaj predsednik, podpredsedniki, vodja poslanske skupine, predsednik glavnega odbora in poslanci, evropski poslanci. Povedal sem že, da se uvaja nazaj organ, to je razsodišče v 38a členu. Opozoril bi na 46. člen. Tukaj zaradi same procedure izvršilni odbor je najprej sprejel predlog tak, kot ga zdaj vidite zapisanega v čistopisu. Na naslednji seji se je odločil, da bi ne vztrajal na tej rešitvi in vrnil prvotno rešitev nazaj, taka kot je zdaj v veljavnem statutu. To lahko naredite samo vi na tem kongresu za sprejetjem ustreznega amandmaja, ki je predlagan ki je tudi predlagan. Mislim, da je od bistvenih sprememb statuta to. Mogoče upozorim še to v zvezi z podmladkom, da se starost za člane podmladka viša, in sicer so zdaj člani podmladka lahko vsaka oseba do 33. leta starosti, oziroma tudi dlje, dokler se mu ne izteče njegova funkcija, na katero je bil izvoljen. Pa še zadnja sprememba, in sicer oprostitev plačila članarine samo proti potrditvi predsednika, naknadni potrditvi predsednika stranke. Še vedno občinski odbor lahko oprosti plačila članarine določenih članov, vendar mora z argumenti seznaniti predsednika stranke, ta pa podati k temu soglasje oziroma to zadevo zavrniti. To je bila vsebinska predstavitev sprememb statuta. Potem, ko bomo prišli na razpravo in glasovanje o amandmajih, bom pa predstavil še v bistvu te predloge redakcijskih amandmajev, ki ste jih dobili danes, in predloge prehodnih in končnih določb, ampak bi to pa pašpalo za to drugo fazo, ko preidemo na razpravo o teh konkretnih predlogih. Hvala lepa, pa uspešno in prijetno razpravo. Glede na do sedaj povedano, še enkrat poudaril, da je priprava sprememb statuta potekala skladno z navodili o postopku izvedbe spreminjanja statuta, ki jih je posredoval izvršilni odbor, in imel je tudi rokovnik. Najširši predlogi članstva, kot predvideva 84. člen veljavnega statuta, ki lahko vsak član poda
predlog za spremembo statuta glavnemu tajništvu, ta ga pa posreduje statutarni komisiji, je potekel 31. avgusta letošnjega leta. Izvršilni odbor potem je 23. septembra bila seja statutarne komisije, ko je obravnavala vse prispele predloge, se do njih opredelila, na kar je izvršilni odbor se prvikrat seznanil s predlogi, jih predebatiral, premislil, to je bilo 26. septembra. Sledil je potem obdobje, ko je bil pripravljen čistopis statutarne komisije, poslan v drugo fazo obravnave, takrat so pa imeli pravico regionalni odbori in na koncu izvršilni odbor dače končne predloge. Ta rok se je iztekel pa 15. oktobra. Zadnja seja izvršilnega odbora, ko je potrdil ta predlog, ki ga imate danes na kongresu pred seboj, je bil pa 5. novembra. Tako da veste, to je bila kronologija priprave predloga sprememb. Sedaj smo pa na tem, da o teh spremembah razpravljamo in da sprašujem, če želi kdo besede. Ja, izvolite. Prosim, če predhodno tisti želi se prijaviti z ustreznim prijavnim listom, ki ga imate v gradivu. Ja, izvolite. Kot predstavnik regionalnega odbora, ki je predlagal kvalificirani predlagatelj amandmaja. Spoštovane delegatke, delegati, cenjeni predsednik, v imenu regionalnega odbora tudi Ormož, kateri je predlagal eno spremembo v statutu, bi podal to spremembo še enkrat. Predhodno je gospod Aleš Vegar povedal, zakaj določene spremembe statuta niso bile upoštevane na izvršilnem odboru. Ampak kljub vsemu bom to spremembo še enkrat ponovil. Tu Ormož predlaga, da v 25. členu, da se statut v 25. členu spremeni tako, da se glasi. Glavni odbor stranke sestavljajo predstavniki vsake volilne enote, določene za državno-zborske volitve, predsednik in podpredsedniki stranke, predsedniki regijskih odborov, člani izvršnih odborov, izvršilnega odbora, predsedniki nadzornega odbora, razsodišča in statutarno-pravne komisije, direktor politične akademije, predsedniki klubov, zvez in pomladka na nacionalni ravni. Člani glavnega odbora so po svojem položaju tudi poslanci v Državnem zboru Republike Slovenije in Evropskega parlamenta, svetniki v Državnem svetu Republike Slovenije in ministri iz vrst stranke. Glavni odbor je sklepčen člena in prisotno več kot 1/3 vabljenih oziroma njegovih pooblaščenih namestnikov. Obrazložitev pa je bila slednja. Verjamemo, da bi se na tak način ponovno organizirali regijski odbori, želji in funkciji po sodelovanju in sokreiranju politike Slovenske ljudske stranke. To bi posledično vplivalo tudi na kreiranje politike, saj je pospešeno delo na terenu prinaša široko informiranost vrha stranke. Prispevalo bi tudi k povezovanju pripadnikov Slovenske ljudske stranke v območjih, kjer ima stranka največjo moč, na podeželju. Predstavniki volilne enote naj ima nalogo, da spodbuja in koordinira delo regijskih odborov znotraj svoje volilne enote. Hkrati bi glavni odbor v takšni sestavi lahko deloval bolj sistematično in strokovno, rečemo lahko tudi ljudsko, kar bi pripomoglo k bolj učinkovitemu in uspešnemu sprejemanju določenih odločitev ter razpoznavnosti in prisotnosti Slovenske ljudske stranke na terenu. Ker se zavedamo, da naš predlog ni bil podprt strani izvršilnega odbora, regijski odbor tudi Ormož ne pričakuje, da bo predlog potrjen. Vreden pa je razmisleka, kako povečati aktivnosti v stranki, od vodstva stranke, po vertikali navzdol do vsakega posameznega člana. Torej v regijskem odboru tudi Ormož si ne delamo kvar, da bo naš predlog sprejet, želeli pa smo z njim opozoriti na naše nekoliko drugačno razmišljanje. Hvala za pozornost. Še enkrat bi vas pozval k splošni razpravi k spremembam statuta. Želi kdo besedo? Prosim, če se prijavite. Ja, gospod predsednik, izvolite. Hvala lepa.
pobuda regionalnega odbora, ki ga je seveda izvršilni odbor pretehtal. Mogoče je prav, da malce to zadevo razložim. Veste, da smo vmes skušali tudi organizirati stranko po načelu volilnih enot, zato da bi bili dobro pripravljeni na volitve organizacijsko po sistemu teh 8 volilnih enot. Na koncu je pretehtala razprava, ki smo imeli na terenu, da ohranjamo, bom rekel, obstoječe regije. Tudi razumem predlog regionalnega odbora, ki se je nagibal v bistvu v tej smeri, da bi skušal iskati tiste nove možnosti, kako po organizacijski plati biti boljši in močnejši. Pa vendarle sem tudi na izvršilnem odboru sam povedal in jaz vem, da nas kolegi iz regionalnega odbora tudi razumejo, da si želimo v glavnem odboru veliko zasedbo, da si ne želim, da predsedniki občinskih odborov ne bi sestavljali glavnega odbora. To je tista moč te stranke in zato mogoče še čas ni primeren. Sem pa obljubil tudi sam osebno, da bomo nadaljevali, se pravi, te obiske po volilnih enotah, da bomo postavljali neko organizacijo, se pravi, da bomo imeli neke regijske koordinatorje, ki bojo nek kompromisni predlog med eno in drugo zadevo, vse v luči tega, pa tudi če bomo mi sami, iz vodstva stranke, morali narediti kakršnikoli korak več po tej Sloveniji, samo zato, da bomo bolje in dobro pripravljeni. Tako da tudi, če boste zavrnjeni s tem predlogom, ne bodite, temu po domače užaljeni, zato ker vemo, da ste dobro namerno mislili, ampak vseeno pa mislim, da je prav, da imamo glavni odbor tudi z predsedniki občinskih odborov. Hvala, predsednik. Pri nadaljnji razpravi se prijavil gospod Boštjan Furlan. Izvolite. Prosim razpravljavce, da se omejite na 3 minute. Enkrat je bištri ta pravi interval. Izvolite. Lep pozdrav sem skupaj. Jaz sem sicer zelo naklonjen postopkom oziroma temu, da se je treba pravil držati, ampak se bojim, da s tem, ko je bilo kar 5 od 6 predlogov, če sem prav razumel, zavrnenih zaradi nekih postopkovnih napak, ker je mogoče kakšen datum ali pa kakšen dan bil zamujen, se mi zdi, da bi lahko bila Slovenska ljudska stranka precej oškodovana, če ne bomo na današnjem kongresu niti pogledali teh predlogov. Namreč lahko se nam zgodi, da bo pač ta statut popravljen zgolj v majhnih delčkih, ne pa bistveno, se pravi v tistem, k čemur mi stremimo, se pravi, da bo stranka se dovolj modernizirala, da bo lahko spet prodrla nazaj v parlament. In ker statuta spreminjamo čisto vsak dan, se mi zdi zelo fino, da bi kljub vsemu preučili vse možnosti oziroma vse predloge, ki so se pokazali. Konec koncev so se ti odbori regijski oziroma upokojenci, če sem prav razumel, tudi zelo potrudili, da so te predloge spravili skupaj, dali na papir. In mislim, da bi bilo prav, da jih pogledamo, upoštevamo, lahko tudi zavrnemo ali pa ne. Ampak glede na to, da je kongres najvišji organ stranke, vendarle mislim, da se nam ni treba obešati na vsako vejico v postopkih, ki smo jih pred kongresom peljali in da lahko pač kljub samo te predloge preučimo. To je pač moj predlog. Hvala. Spoštovani, kot predsedujoči moram pač opozoriti na poslovnik, ki smo ga sprejeli. Poslovnik je tudi predpisal, kako bomo odločali. In v 12. členu je predpisan postopek sprejema sprememb statuta. In tukaj pač smo nekako se odločili, da bomo postopali po teh postopkih, ki so bili sedaj predstavljeni. Se pravi, da odločamo o tistih predlogih sprememb, tistih amandmajih, ki so bili pravočasno poslani na organe stranke, ki so jih potem pripravili v tega predloga. Seveda kongres lahko to drugače odloči, ampak to mora biti potem posebej izglasovano. In kar je problem takega spreminjanja na samem kongresu, je, da se potem mora cel postopek ponoviti. Se pravi, mora se setati sestanovna komisija, se opredeliti o predlaganih sprememb, potem se mora setati izvršilni odbor,
ta čas ostali nimamo tukaj kaj početi, ker bomo čakali, da se oni odločijo in potem lahko ponovno odločamo o takem predlogu. Zakaj je to potrebno? Kajti statut je pomemben akt, tako kot ustava. In tak akt mora biti tudi notranje medsebojno usklajeno. Če bi zdaj kar tako glasovali, bi lahko sprejeli določene neskladnosti, potem statut bi imel poraben. Oziroma bi nam lahko povzročal tudi težave pri našem rednem delovanju. Zdaj tega je bila ta procedura. Ta procedura ni sama sebi namenjena, ampak je bila namenjena predvsem nekemu tehnemu premisliku, usklajevanju vseh različnih interesov, ki so tako veliki stranki, kot je naša, popolnoma običajno pojavijo, in tudi to prav, ker je to izraz naširše demokracije. Poudaril bi, da tudi s temi spremembami, ki bo danes sprijete, už bo konec sprememb, lahko se začnejo nov postopek za nov kongres. Zdaj pač moramo upraviti tisto, kar je bilo usklajeno na najširšem nivoju po tem sprejetem postopku. To je, gledajte, enkrat stališče glede na sprejeti poslovnik. Želi še kdo razpravo? Nima nobenega prijavljena. Ja, izvolite. Gospod Pesečnik. Lep pozdrav vsem, vsem predsedniku za čudovito vodni nagovor. Mislim, da je to prav, da poudarim posebej, ker se mi zdi, da tako izrazito in doživeti, kot je danes predstavil svoje poglede na stranke in na aktualne dogajanje v Sloveniji in Evropi. Redko daj slišimo od predsednika stranke, kot smo zdaj. Oglasil sem se zgolj zaradi nekih redakcijskih predlogov, ki jih je gospod Vehar že tako tudi omenil, da bo verjetno v nadaljevanju sam predstavil, ampak mogoče vam kot zelo kratke pobude, kot rečeno zgolj redakcijske. V 13. členu je ostal en stavek, ki je ostal prej, namreč, da je potrebno pritožbo dati na izvršilni odbor v roku 30 dni. Glede na to, da uvajamo oziroma bomo za potrditev današnjega statuta oziroma predloga tega statuta uvedli v sodišče, verjetno ta stavek je zdaj po novem odveč. Zgolj v potrditev, to je sicer v enem drugem členu, že navedeno, ampak v 26. členu mislim, da je prav, da se med naloge glavnega odbora zapiše tudi, da potrjuje člani statutarno pravne komisije in razsodišče. Kot rečeno, v nekem drugem členu to že sicer zapisano, ampak pomen tega razsodišča, ki ga ponovno uvajamo pri naši stranki, mislim, da je to pomembno, da se to zabeleži. V 28. členu je zapisana ena beseda, ki me moti in ki lahko na nek način formalno otežuje delo izvršilnega odbora, namreč piše, na sejah izvršilnega odbora obvezno sodeluje direktor oziroma ponoven direktor stranke. Če direktorja ni, to pomeni, da izvršilni odbor ne more delovati oziroma zaseda tisti dan in mislim, da je nesmiselna tista beseda obvezno. In pa prehodne določbe, če seveda bi zdaj strogo verjetno gledali, to boste pravniki največ to povedali, bi mogli jutri pravzaprav razmišljati o novem volilnem kongresu, ker spreminjamo določene določbe glede volitev in pristojnosti kongresa, glede podpredsednika in tako naprej. Zato ocenjujem, da je smiselno med prehodne določbe današnjega statutarnega kongresa zapisati, da se tiste določbe, ki so vezane na volitve na kongresu, seveda izvedejo na prvem naslednjem rednem volilnem kongresu ali tudi izrednem končni fazi, kakršnem volilnem kongresu. V nasprotnem primeru se bojim, da bomo v neki pravni praznini in bo mogoče potrebno jutri začeti razmišljati ali pa danes proti večeru razmišljati o novem volilnem kongresu, kar pa najbrž si tega ne želimo. Tudi to, kar je prej naš bivši predsednik in evropski poslanci rekel, da že tako ali tako imamo preveč predsednikov in se najbrž ne želimo, da bi ponovno razmišljali po slabem letu tudi to. Zato zgolj formalno, ne mislim to vsebinsko, zgolj formalno bi bilo to treba med prehodne določbe zapisati. Hvala lepa. Hvala, gospod Pesečnik. Gospod Vehar, želite takoj pojasnilo v zvezi s temi predlogi? Ja, hvala lepa. Zdaj, glede na to, koliko jaz dojemam situacijo, da ni neke velike želje po splošni razpravi tega čistopisa, bi jaz potem res pokomentiral te predloge amandmajev, o katerih pač, če že ne boste razpravljali, boste mogli vsaj glasovati. In sicer v tem gradivu, ki ga imate,
je vmes tudi je tudi list predlogi sprememb in dopolnitev čistopisa statuta SLS. To so vsebinski predlogi, katere je en izmed predlagateljev je regionalni odbor Ptuj, ostale je pa predlaga izvršilni odbor stranke. Če bi izvršilni odbor to lahko pravočasno vključil v čistopis, bi bilo vključeno, tako smo sledili postopku, ki smo ga določili, morate v teh spremembah, ki so bile predlagane kasneje, odločati danes vi na kongresu. Zdaj, prva stvar, če Primož, a boš ti predstavil vsebino ali jo jaz? Ja, prva stvar, ki bi pač opozoril, ker sem že v svojem prejšnjem predstavitvi povedal, šele z amandmaji boste glasovali o rešitvi prvega in drugega odstavka 19. člena, to je o določitvi oziroma o sestavi kongresa in številu delegatov. Potem so redakcijski amandmaji, lahko rečem, k 17. členu, kjer se dodaja direktor, k 25. členu, kjer smo pozabili napisati, da so člani glavnega odbora tudi župani, ki so člani kongresa, torej logika tudi sledi. Tako kot je rekel gospod Presečnik, zdaj tukaj bi jaz opozoril na eno napako, k 28. členu se ne črta beseda vedno, ampak beseda obvezno. To je to, kar je rekel zdaj, kar je rekel Andrej. In da sta na seje glavnega odbora vedno vabljena, na seje izvršilnega odbora vedno vabljena predsednik nadzornega odbora in predsednik glavnega odbora. 31. člen v bistvu ne bom komentiral. 31a člen pravzaprav tudi ne, ker je jasno. 44. člen se v bistvu 44. člen pravi, da je tudi v občinskih odborih potrebno ustanoviti svetniško skupino za namen delovanja v občinskih svetih in 46. člen oziroma amandma k 46. členu vrača ureditev tako, kot je bila do zdaj, torej nimamo regionalnih odborov na nivoju volilnih enot, temveč tako, kot je bilo do sedaj. To so predlogi, ki so v samem gradivu. Danes predložil en poseben papir, predloge redakcijskih amandmajev, ki je pripravila statutarno-pravna komisija. Če jih pokomentiram po vrstnem redu, 13. člen, to je člen o 13. člen, ki govori o izključitvah. Gre tukaj za redakcijo, gre za napako v sklicevanju na člen, torej namesto 7. člen, 8. člen, pa črta se 5. odstavek, kar je tudi Andrej povedal. K 19. členu po pomoti, to je na opozorilo tajništva, je med delegati kongresa so bili med delegati kongresa je bil izpuščen predsednik glavnega odbora, torej ga čisto redakcijsko vračamo noter, ker je vedno vabljen in logično, da je vabljen, če je v vseh organih ostalih prisoten. Potem 24. in 28. redakcijski amandma k 24. in 28. členu. Oba dva povzemata rešitev, da je skupaj z predsednikom izvoljen tudi podpredsednik stranke. Do zdaj je bil v bistvu namestni podpredsednik izvršilnega odbora, podpredsednik, ki je dobil največje število glasov. Tukaj se mora zasledovati tista logika, da je to tisti pač predsednik, tisti podpredsednik, ki je bil izglasovan skupaj z predsednikom. Če pa ne želi, pa seveda po vrstnem redu števila glasov, ki sta jih preostale dva podpredsednika dobila na kongresu. 26. člen redakcijsko, da v bistvu glavni odbor potrjuje tudi člane sodišča. 30. člen samo povzemamo naloge, ki jih je že do zdaj opravljal izvršilni odbor, pa niso bile nikoli zapisane, torej imenuje mednarodnega tajnika, imamo mednarodnega tajnika, predlaga ga vedno predsednik, potrdi ga izvršilni odbor, torej fino, da to tudi noter piše.
in seveda člane strokovnega odbora, ki je nov organ, tudi tukaj zavedemo, da je to naloga izvršilnega odbora. In 35. člen se ravno tako imenuje se navezuje na imenovanje mednarodnega tajnika, tukaj podajamo pač predsedniku oziroma zapišemo, da ima predsednik to nalogo, da ga predlaga. To so redakcijski amandmaji. Predlogi prehodnih in končnih določb so pa sledeči. Sprejete spremembe stopijo v veljavo takoj, ko jih boste potrdili tukaj na kongresu. To je osnovno pravilo. Zdaj pa, kar se tiče, v dogovoru z vodstvom stranke, pa je prvi predlog sledeč. In sicer, da se določba, da glavni odbor izmed sebe izvoli 3 podpredsednike, začne uveljavljati še po naslednjem volilnem kongresu. Zakaj? Podpredsednike imamo, ki jih je izvolil kongres in ne bi tukaj zdaj mešali stvari. Naprej, 28. člen. 7 članov izvršilnega odbora na predlog predsednika ostaja do nadaljnega istih in nimajo nalog tudi predsednikov strokovnih odborov, zato ker v nadaljevanju predlagamo, da se tudi 31. člen, torej oblikovanje strokovnih odborov po principu, ki je predlagan, uveljavi šele po naslednjem volilnem kongresu. Je pa potrebno imenovati člane razsodišča, tukaj pa določamo rok in sicer na svoji prvi seji glavni odbor potrdi člane razsodišča, ti pa takoj začnejo za svojim delom in začnejo izvajati svoje naloge in pristojnosti, kakor bodo potrjene za spremembami tega statuta. Izrecno pa piše, da se mandat tem članom izteče hkrati z mandatom vseh trenutno veljavnih organov, torej da dobimo eno kontinuiteto organov, da se ti mandati ne bi prekrivali. Toliko vsebinske pojasnitve z moje strani, če bo potrebno, se bom pa še nekaj odzval. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, gospod Vekar. Želi še karkoli v splošni razpravi na temo sprememb statuta? Mislim, da ne. Skladno s 5. poslovnikom prihajamo na glasovanje o predlaganih spremembah in dopolnitvah, kot so bile ravnokar predstavljene. Glede na malo zlobno rekel, parlamentarne izkušnje, predlagam, da gremo kar po vrsti. Če bomo šli najprej te spremembe, kot jih imate v gradivu, potem pa redakcijske, bo mogoče manj nerodno, ker pri nekaterih členih imamo 2 amandmaja, ali pa celo mislim, da največ 2. Tako da predlagam, da najprej vzamete tisti dodaten list, ki ste ga dobili danes pri prijavi na kongres, in da pogledamo dopolnilo v 13. členu, ki je čisto redakcijsko, gre za napačno sklicevanje na člen in potem tudi črtanje 5. odstavka. Želi kdo razpravo o tem dopolnilu? Zagotavljam, da ne. Prosim, če glasujemo, kdo je za predlagan, da ne zbine karton. Hvala. A je to proti? Ne. Dopolnilo je soglasno sprejeto v 13. členu. Prihajamo k glasovanju o dopolnilu v 17. členu. Gre za dodatek, da se doda še direktor stranke, takoj za linejo strokovnih odborih. Želite v tem razpravljati? Nebeden. Pridemo v glasovanju. Kdo je za predlagan dopolnil v 17. členu na karton? Hvala. A je kdo proti? Ne. In to dopolnilo soglasno sprejeto. Prihajamo k 2 dopolnilom v 19. členu. Sicer najprej bi odločili o predlogu izvršilnega odbora, da se spreme 1. in 2. odstavek in tudi redakcijski 3. odstavek v 19. členu.
Potem pa bomo šele v 4. odstavku, ker če prav razumem, bo to nov 4. odstavek. Od dveh ali tako? Je, ne? Torej, želi kdo razpravljati tudi dveh predlaganih dopolnitev 19. členov? Ugotavljam, želite? Ne, imam. Ugotavljam, da ne. Prosim, če glasujemo, kdo je za predlagano spremembo 19. člena, ki predlaga višini zbor. Mislim, da smo vsi. Kdo proti? Ne, tudi to dopolnitev. A je eden proti? Eden proti. Večina je za, to je dopolnitev tudi sprejeto. Dajem na glasovanje redakcijski amandma k 19. členu, kjer se doda še predsednika glavnega odbora. Želi o tem razpravljati? Ne. Kdo je za, ne prosim dvigne karton? Vlada. A je kdo proti? Ne. Soglasno sprejeto. Redakcijski amandma k 19. členu. Prehajamo na glasovanje k redakcijskemu amandmaju k 24. členu, kjer se spremeni drugi odstavek, ko ga je predstavil gospod Vekar, torej, da se v primeru, kadar iz kakršnikoli razlogov stranka začasno stane brez predsednika, prevzame zastopanje stranke do volilnega kongresa podpredsednik stranke, ki je na volitvah izvoljen skupaj s predsednikom, oziroma če predoločni podpredsednik tega ne spreme, pa tisti, ki na kongresu dobi največje število glasov. Želite o tem razpravljati? Ugotavljam, da ne. Prosim, če glasujemo, kdo je za predlagano spremembo? Vlada. A je kdo proti? Ne. Torej, je ta predlog redakcijskega amandmaja sprejet. Prehajamo k glasovanju k 25. členu. To je predlog regionalnega odbora Ptuj-Ormož, ki ga je prej že v splošni razpravi predstavil gospod Simonič. Želi še kdo razpravljati o tem predlogu? Ugotavljam, da ne. Prosim vas, če glasujemo, kdo je za ta predlog, ne prosim dvigne karton, da bi pa prosil štetje, ker je pa člani verifikacije, ki pomagali.